A dobro zgleda, ko se skrije, a? Daj še enkrat. Če se že gremo za res, se pijemo oreng za res. Ne vem, kako je začen ta vlog. A veš, stari, le v tem trenutku sedim v Toyoti Yaris. Luštno avto. Ampak malo bo pa zelo drugače. Kaj veš, je hecen, kako je svet poln kontrastov. V enem trenutku v Toyoti Yaris, zdajle na skateu, čez 2 minute pa pol pa... Zdaj sedim pa v avtomobilu vrednem $500,000. $500,000! Tole za mano je Rolls-Royce Wraith. Eden od 55 na celem svetu, pa edin, ki še ni prodan. Stari, 12-valjnik je toliko tih, da sem mislil, da ne laufa. I shit you not. Kaj si ti, Anor? Mama, glej, kaj jaz vozim. Ciril, obnaši se. Rolls-Royce voziš. Stari, koliko lahek volan. Kaj Fiat Punto, City Mode. Kaj pa, kaj nič ne slišiš? A slišiš? Da nič ne slišiš? Mislim, a slišiš, da ni šundra od ozuni? Nič. Toto kompleto zatejšanov. No tako, za tak avto si je treba vzeti čas. Pa mogoče na začetku, zakaj sploh Wraith Luminary? Sem šel pogledat v angleški slovar, pa sem si pol tudi na printu, ne? Kaj pomeni beseda Luminary? A natural light giving body, especially the sun or the moon. Veš, take črte, ki so na Rollsih vedno, brez izjeme, narisane z roko, s čopičem, ne boš najdel na nobenem drugem, razen na teh 55. Mojstrstvo rokodelstva kar buhti iz tega avta, ne sam pri tej črti, ki se lepo pele čez bok od začetka do konca. In sama barva naj bi, kljub temu, da gre v osnovi, daj poglej, za siv avto, nekako odsevala tisti najlepši čas dneva, zgodaj zjutraj ali pa zgodaj zvečer, čas, ki mu mi rečemo, predvsem tisti, ki se ukvarjamo s fotografijo ali pa z videom, golden hour. Vidiš ta lep odtenek? Dobro, pa če se vrnemo nazaj k osnovi, avto, ki ga vidiš za mano, je to jasno razvidno iz oblike, 4-sedežen kupe. En par vrat, drugi vrsti, dovolj prosto. Mislim, sploh ne vem, koliko je placa v drugi vrsti. No, da vidimo, koliko je ura. Jo, tele zvezdice. Jojo, bi šlo ene 500 do 700 km, preden bi hodil za volan. Ne bom rekel, da je ogromen prostora, ker nad glavo ga imam koliko? Ene 7 cm, ampak udobje teh dveh sedežev tukaj zadaj. Mehkoba! A pa za nokce. Dober, nekaj ga je, ogromen prav ne, ampak mislim, da je jasno, da poudarek v tem avtomobilu gre predvsem tistim dvem, ki sedita spredi. A veš, je tako, da ima Rolls-Royce en drug avto, ki je bolj primeren za to, da se ti zadaj usedeš. Kaj sem ti rekel? Vidiš, kaj prihaja? No, ta je pa tisti. Tok tečenega potnika pa še nikoli nisem imel. Dobar dan, gospod. Zdaj zate ne vem, ampak jaz se ne spomnim, kdaj sem nazadnje videl en orang milijonček takole na kupu. Deviška belina. Jaz mislim, jaz nič ne mislim. Jaz sem 100% prepričan, da v takem luksuzu v drugi vrsti še nisem sedel. Jaz sem pelil že vse podaljšale BMW, Mercedes, Audi in tako naprej, ampak tole je pa next level shit, believe you me. Vse je v slogu črno-bele, pa pazi to, tale tepih tukaj spodaj, to je volna od kaledonskih ovc. To je toliko globok, pa toliko mehko, pa fino, da ti je neroden s čevlji noter stopati. Mislim, daj poglej, no. A že kdaj videl toliko debel tepih v avtu? I don't think so. A veš, tukaj ne, pa ni pa več sam navaden predal. Ampak imaš valjda posebno flašo, brez skrbi, da sta tukaj začetnici RR, pa kozarčki. Mislim, come on, stari, a? To pa je classy. Kaj se ga tukaj skriva? A ja, v redu, ja. Še en majhen hladilnik, ne? Za tisti šampanc, ki ga seveda nujno nucaš, če sediš v takšnem finem avtu. Opa! Pa tale polička tudi kar fino zgleda, valjda ne boš z roko dol, da jo, kakšen lep odtenek. Pod, oziroma za mizico, je pa zaslon, pa na tej strani je tukaj ni pa nič drugače. Vidiš? Pa tudi zaprejo se z gumbom, ne? Se to, mislim, da je jasno.
Pa mogoče sam še ena posebnost tega avtomobila, pa pravzaprav vseh Phantomov, če si tako zaželiš. Veš, tukaj le čez je šipa, ampak kaj se pa pol tukaj spodaj znajde, to si pa lahko sam zbereš, recimo lastnik tegale, oziroma človek, ki je ta avto konfiguriral, si je zaželel neko posebno in fino vrsto svile. Vidiš, na tak način nagubano, da vse skupaj zgleda na hard fancy. Temu se reče galerija in jo lahko personaliziraš do konca. Tukaj imaš lahko ali svilo, ali aluminij, ali žamet. Mislim, po mojem, če si kupec Rolls Royce, si lahko daš noter, glih čist krčeš. V glavnem, to je pol tista stvar, ker Rolls Royce loč od tistih, ki si želijo biti na tej ravni. Bye bye, darling. A zdaj pa je že počas čas, da gremo noter. Pa ta prva stvar, na katero bi te rad opozoril, vidiš to. A veš, daj ti pa naredi ki ga pošlataš. Zdaj pa, ki je to kupe in ima ogromna vrata, jaz do tja tudi približno ne sežem, imaš raš tukaj eno tipko, pa jo pritisneš, se vrata kar sama zaprejo. No in zdaj kabina je jasno poglavje zase. Šele tukaj noter se začneš zavedati, prije pol do tebe, stari, pa to je Rolls Royce. Jaz mislim, da nima smisla zgubljati besed o samih materialih, o aluminiju. Temu se rajš posvetiti detajlom, ki delajo tega, pa marsikakšnega drugega Rolls Roycea, tudi toliko zelo posebenega. Zdaj v tej fori s klimatsko napravo sem že govoril, v Rolls Royceu nimaš nikjer napisanih stopinj. Če te zebe, daš bolj na toplo, če ti je vroče, daš bolj na hladno, zato pa imaš modro pa rdečo barvo. Preprostost, ta je ključ za vse čudovite stvari. Le zdaj to. Če hočeš recimo aktivirati zračnike klimatske naprave, boš tole palčko ven potegnil. To je čist klasična Rolls Royce fora. Pa takrat, ko recimo vmesnika ne potrebuješ, ali pa se ti zdi odveč, da bi gledal dodatne stvari, ki te pri vožnji recimo motijo, ga skriješ za tole lepo leseno fleho, vidiš? Zdaj pa, če smo že pri detajlih, jaz toliko fine ure nisem videl še v nobenem avtu. Vidiš te detajle, a ni noro. Ali pa veš to foro z zalogo moči, ki ti avto ves čas javlja pa sporoča, koliko je še na voljo. Tole je merilnik odstotka moči, ki je še na voljo. V tem trenutku stojim primer, zato je valjda na voljo še 100% moči. Imajo en občutek tele Britanci, pa to foro s feltnem poznaš, a ne? Ampak če jo slučajno še ne poznaš, RR, logotip, jasno, ampak a ti veš, da med vožnjo sta te dva reja vedno naravnost. Takole mečkam gibata. Imaš pa še ogromno enih drugih posebnosti. A ti veš, da je ta avto prvi na svetu, sploh ne vem, kako naj to opišem. A veš, Wraith je prvi avto na svetu, ki ima ambientalno osvetlitev, ki sveti skozi les. No zdaj pa, ko smo že pri detajlih, končno pridemo do 1340 lučk nad mojo glavo. To je ta prvi zvezdnac strop v avtomobilu, ki ti ponudi sem paket tudi kakšen utrink. Glej tja, pa slej prej ga dočakamo. A? Sem ti rekel? A veš, včasih moraš kar nekaj časa gledati, tako kot takrat, ko iščeš te prave utrinke. Ta timing, daj se kakšna zvezda utrne, je narejen čist na random. Včasih moraš nekaj časa čakati, včasih pa 1 do 3 ujameš. Bo še kakšen? Evo ga. Ska videl? A veš, Rolls Royce ima 4 ženske zaposlene samo zato, da se ukvarjajo z zvezdami. Tudi zanimiva služba, ni? No in pol dlje časa si v takšni kabini bolj si navdušen. Se po eni strani je to razumljivo, pa še en quote mi je bil full cool. Ta gospod, ki je prišel v Ljubljano in mi dal ključe od tega avtomobila, mi je povedal še eno zanimivo zadevo. In sicer prav drugi avtomobilski proizvajalci se full trudijo, da pospešijo srčen utrip. Mi se pa trudimo ravno obratno. Ker pomeni, da ko se enkrat usedeš v ta avto, ko se začneš peljati, pa začneš v njem uživati, je njegov namen, da tvoj srčen utrip zniža, da se ti umiriš, da se oddališ od vsakodnevnega stresa. In dejansko, ko ti zapreš šipe, imaš občutek, da si v enem takem čudovitem kokonu. Pa valjda nismo še konc z detajli, vidiš tukaj noter, na vsaki strani imaš po en dežnik. Vidiš, takole zgleda, valjda se barvno ujema z notranjostjo, to je jasno. No zdaj pa končno pridemo do tele lepe punce tukaj spredi. Zdaj jaz bi lahko v kipcu Spirit of Ecstasy, je uradno ime, govoril vsaj 1 uro. Enkrat sem že par let nazaj tudi napisal blazno dolg članek o tem. Ampak kakorkoli obrneš, najbolj zanimivo pa takrat zgleda, ker noter malo pošaltaš, pa se ti skrije. Zdaj je to. A dobro zgleda, ko se skrije, a? Daj še enkrat. Če te pa zanima, kako se ta avto pele, poleg tega, da je tukaj noter valjda čista tišina tudi pri visokih hitrostih, lej, zračno vzmetenje, udobje je izredno. Predvsem pa, a veš, ni tako kot pri običajnih drugih avtomobilih, ki
ki ti ponujajo prilagodljivo vzmetenje za to, da imaš ti pa različne programe, trdote pa tako naprej. Rolls-Royce tako prav. Nastavitev podvozja je ena, zato ker smo se mi potrudili za vas, da je ta popolna. Imaš ti kaj šaltati, pa rihtati. Drugač pa kar se tiče prikazovanja zaloge razpoložljive moči, poglej, jaz se zdaj peljem 100 na uro. Na voljo imam pa še koliko? 95% vsega razpoložljivega navora? Noro. Zdaj pa imamo vprašanje za $1 milijon, ne? A bo mami hotla z mano to avto ali ne? Je pa malo hecen, ne? Ker takrat sem ji rekel, no in če se spomniš, sem rekel, mami, a bi rada vi lahko zgleda 4,6 do 100, pa sem jaz Volvo tam pebel, ne? Ona pa zdaj ne ve, da ima ta Rolls-Royce tudi 4,6 do 100. Ne zabavam se, danes pa ga ne bomo srali, zato ker jaz mami sploh ne spravim več v avto, ne glede na karkoli. Tukaj je lepo, da zvezdice vidim. Zdaj pa sam še eno vprašanje, ne? Kaj? Je rezervacija v kempinskem potrjena? Če se že gremo zares, se pijmo orenk zares.